Dobrodošli v novi epizodi Dilovega športnega podcasta. Tudi tokrat bo košarkarsko obarvana. Z mano sta Dragiša Drobnjak in Roman Horvat. Oba imate izkušnje z reprezentancom, oba košarkarska trenerja, oba bivša igralca Olimpije in oba se mi zdi zelo dobro postavljena, da komentirate aktualno dogajanje. V teh dneh nam košarkarskega dogajanja res ne manjka, ampak najprej hvala vam za obisk v studiu. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo. Živijo. Tako da, Roman, bom začel pri tebi, vprašanje pa velja za oba. Kdo je največji zmagovalec prestopa Luke Dončića v Los Angeles? Verjetno košarka, tako bom rekel redko, ker mislim, da Luka s tem, se bo že povedal, s tem, ki je šel v Lakers, v Kalifornijo, mislim, to je. Jaz mislim, da ni košarkarja na svet, če bi mu dal na izbor, imaš 10 ekip v NBA, bi rad igral v NBA, ja seveda bi rad igral v NBA. A bi šel raje v Toronto, bi šel raje v Dallas, bi šel raje v Lakers, če seveda šel raje v Lakers. In Lakersi so, bom rekel, tako kot v Evropi, verjetno Real Madrid so Lakersi v NBA. Pač vsak bi si želel igrati v najboljšem, v najbolj odmevnem, se pravi, Lakersi so to. Tam imaš vse, ni samo šport, je. Ni kar ni v LA in jaz mislim, da s tem je pridobil in on in košarka. Jaz bi isto rekel, da košarkarski svet je največ pridobil že sam s tem, da se samo govorijo temu. Ampak zdaj vsi pravijo kratkoročno Dallas, dolgoročno Lakersi, vsak je sigurno dobil nekaj pozitivnega iz tega, tudi Luka. Moja prva reakcija je bila prvi sploh kot večina, verjetno nisem sploh verjel, da je sploh od tega prišlo, da sem mislil, da je to kakšen fake news. Pa sem pa rekel, prva moja reakcija je bila super, za Luka odlična. Zato, kako je Roman zdaj rekel, to so Lakersi, Lakersi pa Boston. To dvoje imaš in če enkrat imaš to v bistvu, to čas igraš za to franšizo, za ta klub, pa bom rekel, drugače se gleda, če si po moje, če si prvak z Lakersi ali pa če si prvak z Dallasom. Če si prvak z Dallasom, si pač zapisan legenda, si legenda Dallasa, če si prvak Lakersov, si legenda NBA. Jaz gledam to tako da za Luko je to definitivno največja stvar, po moje, za njegovo kariero. Tudi po moje, pravi čas, mogoče čez 20 let, ko se bo gledal nazaj, se bo rekel, v ta pravi momentu je prišla ta v bistvu menjava, ta moment, da je šel Luka tja. Jaz verjamem, da bo nagradil vse, da bo in osvojil MVP-je in seveda tudi prstane z Lakersi, s tem bo tudi na veljavi dobil Lakersi in seveda tako. Je tudi tako v zadnjih dneh od slovenskih strokovnjakov, s katerimi se pogovarjam, pa do tujih, ki jih poslušam, vsi so približno istega mnenja, da ta trenutek bi bil zelo težko boljši, ker je morda Luka, grdo rečeno, potreboval eno brco, neko spodbudo, da bo pokazal, da je lahko še boljši, da ni v comfort zonu, kot pravimo. Pa, dajmo tako reči, mislim, da nobeni na svetu ni pričakoval, da bojo Luka trailer. To je definitivno. Ampak vseeno zdaj vidimo, da v športu, kjer je kapital tista glavno gonilo, je vse mogoče. Zdaj, marsikaj se bo verjetno tudi še naprej spremenilo, morda tudi v drugih športih, karkoli, da se bo še kaj tak zgodilo. Ampak, da bo pa tako odmevno, pa vprašanje. Kajti igralec, kot je Luka, vemo že od Real Madrida do reprezentance evropski prvaki, odkar je prišel v NBA, je v bistvu prvo ime, Evropejc, ki nekaj ni verjel, da bo to naredil, menike spreminja, vsako leto je boljši, kljub temu, ki je letos mehal več poškodov, ampak vseeno, nihče ni pričakoval, da bodo tako, bom rekel, tudi znamko, ne samo kot oseb, on je bil pač, mesto se je poistovetilo z njim, da ga bodo zamenjali. Zdaj se je to zgodilo. Jaz v bistvu šok, seveda je bil šok, to pa sem si rekel, da je 1. april, ni, tako smo vsi govorili, bo se gledali, in tega ni bilo, ampak jaz mislim, da za Luka res na dolgi rok je to boljše, morda tudi za slovensko košarko, morda tudi za Slovenijo, sploh ne samo za košarko, da se bo to naredilo, ampak čas bo pa pokazal. Jaz mislim, da Luka ve, kam je prišel, da ve, kaj mora narediti, da cilje samo je prstan, čist nič druge, da se to je njegova želja večna. Morda ne samo eden, je pa res, da ni samo odvisno od njega, da okoli njega bo treba še malo še kaj zgraditi. Zdaj LeBron, vemo, da je star 40 let, in da vprašanje, koliko bo še,
morda še naslednje leto, jaz ne vem, to se bo mogel on odločiti, ampak mislim, da ni on tisti, da bo mogel lahko Luka graditi, zato se ga tudi verjetno ne pripeljal, se jim bil ponujen. Jaz mislim, da ni kluba v NBA-ju, ki bi rekel, aha, Luka je na listi, a ga bi kdo vzel. Mislim, da bi v zati vrsti čakal, pa posebej, ker ga bomo vzeli. In res je dejansko, Luka je prišel v pravo mesto, v pravo ekipo, v pravo franšizo. V tukaj lahko samo še bolj cveti in to je to. Mislim, da tisto, kar si menil, iz komfort zona. Ne? Po mojem ne samo on, po mojem vsi superzvezdniki, veš. Ker tisto, kar sem sledil po teh medijih, pa teh, bom rekel, enih relevantnih novinarjev iz Amerike, ne, so večinoma bili mnenja, da so bili vsi malo v šoku. Ne. Mislim, da tudi Jokićeva izjava od enega superzvezdnika, kao, da zdaj vsi vemo, da smo vsi lahko v tej situaciji. Ne. Ker tako, kot si rekel prej, da ni več v comfort zonu, te superzvezdnike, franchise playeri, ki rečejo Američani, so več ali manj skozi v comfort zonu. Ker jim vse v bistvu tretirajo z njim tako, da oni sploh ne občutijo realnega sveta. Ne. Niti enega dneva oziroma ene minute v njihovem 30-letni karieri. Ne. In tako da mogoče v bistvu se tega malo zavedali, da v bistvu, okay, vsi smo pogrešljivi, vsega lahko zamenjajo jutra. Ne. Zdaj, to dobro, slabo, eni bo pač kontrirali temu, ampak vse ne vem, vsaka situacija, ki te malo vrže iz tirnic ven, je lahko pozitivna, oziroma te lahko, če si ta prav, ne, kar v bistvu te vrhunske atleti, vrhunski športniki na tem nivoju so v bistvu ljudje, ki stremijo zmeraj, da so boljši z dneva v dan. In to sigurno potem vzameš kot izziv, da boš naslednji dan, naslednjo tekmo še boljši. Kako pa je izvajenih izkušenj iz karier za športnika, ko mora iz danes na jutri zamenjati sredino, se preseliti v drugo mesto, v drugo državo, med ljudi nikogar ne poznaš. Kako se sploh spoprimeš s tem? Ker normalnemu človeku v drugih poklicih se to ne zgodi, tudi če se preseliš, saj imaš, ne vem, en mesec, sam se odločiš za to kakorkoli. Ne. Nihče te ne trade, da bi mene danes poslali, jutri greš na Švedsko delati. Ne. Ja, zdaj tako, mi dva sva igrala v Evropi, mi nismo igrali, in tega v Evropi ni. Ne. Jaz sem imel tako zelo podobno situacijo, tako da brez povedal. Igral sem sezona 2009-2010 in že polet, ko me je Gled klical, da me zame v bistvu klub, ki me hoče v svoje vrste, je bil klub iz Neapla, na Napoli v Italiji, pa že takrat sem bil tako skeptičen, ali bi šel, ali ne bi šel. Žena je bila že v visoki nosečnosti, sin se potem rodil v septembra, jaz bi mogel že sredi avgusta že dol. Ne, samo to tudi nekako mi ni delovalo to vse, pa mi pripričal je rekel, lej, to je v bistvu taka opcija zdaj, ki je še najbolj realna, vse ostalo ne vemo, ali bo šlo skozi, rekel, ajde grem. Ne. V bistvu prišel sem v klub, ki res finančno je bilo zelo slabo, zelo na slabem nivoju, rekel, da se pravi v sredi avgusta, pa do decembra, začetek decembra smo zapustili Neapel, sem dobil eno plačo. In se že videl, kam to vse gre, žena je pa še prišla v bistvu z obema otrokoma dol, moj pokojni oče je pomagal z selitvijo, žena zdaj pove to zgodbo z 14 ali 15 kufi dol, se pravi z avionom več dol, ne. In potem vidiš, da si v bistvu, da kaj lahko sprašuješ, kdaj bo plača, ti rečejo jutri, domani, nikoli tega ni bilo, ne. In na srečo, takrat je bil Memi Bečirović trener v Ostendeju, v Belgiji, kličemo najboljši prijatelj, Dalibor Damjanović, ki je zdaj pomočnik tudi v Olimpiji, on je bil na vezi veliko z Memim prav, kako je s tvojo pogodbo, vem, da si mi prav, da ni nekaj naštima več, Memi išče igralca, ni zadovoljen s tem, tujce, ki ga je pripeljal, rad bi menjal, pa je rekel, daj pa vzdrojeta, če je varianta, da pridem. Še mislim, kot takoj menim. In zdaj se je pač to sprožil, agent je klical v klub, je rekel, da hočemo prekiniti pogodbo in pač zdaj še ne rešili, bo šlo to skozi sam ne. Hodim na treninge, te sem imel na čakanju stand-by in agent bi prav, glej, ne vemo še, ampak zna biti, da bo šlo skozi ne. In prav spomnim si, mislim, da je bil torek, torek, popoldan dobimo v bistvu kličen agent, prav, v soboto moraš igrati že tekmo v Belgiji. Zdaj pa,
2 otroka, en je 2 meseca star, 3, en je star, če se zdaj spomnim, da se pa 4 leta, 3 leta star. V hiši živimo, zdaj vse to moraš spakirati. Ne? V enem dnevu Ja, to spet ni tisti nivo, ne vem, NBA, da ti lahko samo pobašiš, pa rečeš, da ti mi pripela to kasneje. To je v bistvu vse moraš sam zrihtati. In z ženo prekirava celo noč. Reče, jutro zjutraj imaš avion, karte boš imel na letališču, že samo greš na šalter, ok. In z ženo pa gre, dobesedno sem prekirala celo noč, do zgodnjih jutrnjih ur, ne vem, možno se spala 1 uro. Obljubil klub, naprimer, je obljubil, da bo pripeljal kombi, kombija ni bilo, laufam tja do sosednje hiše, kjer svoj igralec živel, Američane, in ga vprašam, ker on je bil pa glih na poti na trening, se je rekel, daj, prijem boš na trening, me lahko samo odpiraš eno turo kufrov. In pa smo na basah, on je v bistvu samo res toliko je bilo kufrov, da on je sam na svojem sedu že lahko sedel, njegov avto je bil čisto zapolnjen. Mi tlele isto naš avto, gremo na letališče, pridemo tja, potem s temi tolikimi kufri, pač v tem, da je plačal karte in v bistvu na teh kartah je bilo samo po en kufr. Ja, mislim, neko 20 kil. Pa nas niso hoteli to si zgor, ne vem, hotel se 2-3 tisoč evrov, nekaj takega, eno noro cifro. In jaz tako se rekel, ne bom to plačal. In so rekli, pa vas pa ne bomo spustili gor. In zdaj mi pa živimo še cel dan na letališču. Mislim, da bo naslednji let pozno popoldne. Tam je polesno popoldan še enkrat tja do ljudi, se rekel, gledajte, nenapovedano, selimo se na drug konec Evrope, a se lahko da kaj zmeniti. Pa so pa nekako to rekli, da bojo te kufre razporedili, tako da na koncu nismo plačali za te kufre, ampak tako smo šli in smo prišli, mislim, da okoli polnoči šele v Ostende. Pa še ta ekstrem, to je december, se pravi dan prej, jaz z ženo pa z otrokoma na plaži, 20 stopinj v decembru, v kratkih rokavih se igramo, sončno, pridemo gor v Ostende z poletno robo, sploh zimske robe nimamo, gor pa ledeni dež, veter piha, megla, depra, in to je bilo tako moje izkušnje, tako da se moraš danes jutri sedeti. Spet vprašal si, kako doživaš to. Nekako mislim, da mi športniki že od malih nog smo trenirani s to disciplino, da pač si navajen na, bom rekel, kar nam vse šoki. In igraš danes, igraš tukaj, igraš tere. Veliko pomaga, če si že na tem nivoju, ko igraš, da potuješ veliko po, ne vem, danes igraš v Madridu, naprimer, ko smo v Olimpiji, igraš v Madridu ali pa z Barcelono, pa v soboto greš v Podgorico ali pa Beograd, Alba Ligo. Tako da v bistvu te selitve zaradi tekem samih, ti nekako prideš v kri in ti je vse samoumevno. In pa nekako tudi doživljaš, ko se tako silaš. Je pa res, da tukaj imaš, če imaš družino, je veliko težje, tako da mislim, da ta vprašanje bi bolj primerno za mojo ženo. Kakšen šok je bil to za njo. Da si predstavljal, da to še. Zame osebno je bilo tristo, ajde, pakiramo se in gremo. In na koncu tudi vsa ta leta, ki sem jih preživel v tujini, smo nekako tako delovali, da v bistvu veliko teh naših prijateljev izven košarke nikako ni mogla razumeti, kako lahko vi v bistvu živite tak življenje. V bistvu ste kar nomadi. Tudi moj oče je enkrat pokojni rekel, vi sploh nimate svojega doma. Sem rekel, vse dom je, tako kot se tista floskula, dom je tam, ker imaš družino. Ker v bistvu 2krat na let se ti dobesedno selaš, to ni 2 kufra. Ti imaš družino, ti se v bistvu avgusta se preselaš tja za v bistvu pol leta. Ja, za 10 mesecev se selaš, 10-11 mesecev se v cel preselaš in potem konec sezone spet pakiraš vse kombi oziroma tovornjak, karkoli, da te spet sel domov. In tako v bistvu veliko iz leta v leto. Ja, še to jaz bi pa dodal malo še več. Res je, da smo navajeni, da se vse. Recimo zanimivo, jaz sem kar nekaj klubov zamenjal in najbolj zanimivo, prideš ta prvi dan v Galerovo, sej nekaj si, koga si že poznal, si ga reprezentanci srečal, karkoli. Prideš v Galerovo, da stopaš v to si. Ja, to je ta, kaj bo zdaj? Ampak je res, da si ti navajen. V bistvu ti, ko si v klubu igra z enim igralcem, ko greš drugam v druge spoznavaš, ko greš v reprezentanco, se spet. Sicer smo domači, ampak se vidimo po enem letu ali pa kakorkoli, ker takrat ni bilo to kvalifikacij, smo se manjkrat videli. Ampak zadeva je bolj taka, da dejansko res, kako na rekel, to ti ne predstavlja neko
znanstveno fantastiko, ali pa bi rekel, zdaj pa bom še razmišljal o tem, kako se bom pa jaz prav oblekel, kako bom pa jaz gledal. Ne, ti greš na trening s to ekipo ali s to. Ja, edino, kar moš kaj, trener ponovati, pol pride, reče, imamo mnogo igralca, se znaš. In tam se konča, tam gremo naprej. Tam je že, gremo lahko tudi pol na kavo, ali pa kar, ampak samo tisti 15-20 minut je v njih. Žoga ista, pa Vse isto isto. število igralcev imaš na treningu. Igrišče isto, črte so iste, vse isto. Ja. Trener reče, to je Dragiša, to je pa Polde, evo, tle smo, piči, in gremo. Zdaj, večkrat to narediš, lažje. Prvo večkrat drugače. Mene bo v bistvu najhujš mi je bilo, zelo čisto rekel, ko sem šel iz Triglava, ko sem oba dva Triglavana, v Olimpiji. Gledam tam, 10 let sem gledal Hapmana, Kotnika, Vilfana, Zdovcem, vse imel. Pa sem pa naenkrat z njimi v grdi obsedel. Meni je bilo to večji šok, kot pa potem kasneje, ko sem jih starejše semenil, pa sem šel v tujino. Meni je bilo to fascinantno, tam sem bil kot otrok, ki čaka na lizik, rekel, kaj bo. Ne, to je tisti korak. Ne. Zdaj to, kar ima pa Luka, kar je pa ta v NBA-ju, pa te zadeve, to je pa z Brestcem sem govoril, pa on pa res rekel, mislim, so Brestce 2-krat, 3-krat, enkrat, da še celo med polčasom zvizel, da mora potek mit. Mislim, to je šok. Ja, to se šokira. To je šok, to ni en dan, pol ure. Naslednji dan, zjutraj moraš biti tam, ker imaš tekmo že zvečer. Pa familijo, pa tam niso razdalje, tako kot pa nam, ne, tam je 3-krat večje. A to je šok, ne? Ampak zdaj ta trade, ki ni šel skozi, ne. Ja. Američan, centar, ki bi že tam pregledal, pa te Američani, v bistvu, ki so jih postavili v Charlotte, iz Lakers, Tam, ja. so bili že tam, vse, v bistvu že igraš, pa ne gre, ne boš šel skozi, 50 nazaj. Kao živo, se je spet So kad bi pošiljali pošto, evo, ne gre skozi, zdaj nisi dal tega naslova vrniti. Ampak v bistvu te igralci, to je čisti profesionalizem, oni v bistvu že vejo, razen, tako kot smo rekli, te igralci, kot so in Hopi, in Dirk Novicki, in LeBron, oni so šli takrat, ko so oni hoteli. Kobe Bryant je bil celo življenje v Lakersi, Novicki je bil 20 let v Dallasu, tudi Dončić je mislil, da bo. Tako je. Celo življenje v Dallasu, ker je tam pač življenje se je ustvaril, domač je bil vse. Ampak zdaj vidno, se pravi, nek nov veter bo zapihal, po moje, tudi v marsikjerem drugem športu, ker se dejansko zdaj vidi, da lahko tudi najboljšega med najboljšimi zavinjajo. Zdaj pa razlogi. Ja. Mislim, da jo oni najbolj vejo. Mi lahko gibamo. Ne? Mene samo mogoče bo rekel zmotil, sem se malo, mi je ostal še zmeraj v glavi izjava, mislim, da Šrederja, da pač se mu to zdi, da so novodobni službi. Ne? Pa še par teh superzvezdnikov je komentiralo na ta način, kao ni jim všeč to. Ne? Se strinjam do neke mere, ampak spet se to nobene sil, da to dela. Ja. Jaz sem si mislil, okay, če ti ni všeč, pa pojdi v Evropo igrati. Ja. Vse si Nemci. Ne? Tako še to. Pa v Evropi te ne bo noben tako zamenjal. Mislim, zdaj ti tvitaš oziroma na X-u pišeš, ali kjerkoli si dal to izjavo, mislim, voziš se pa najbrž Čemarkoli želiš. Avto, ki stane, kaj je ena hiša. Ne? Ljudje pa z dneva dan se borijo za kos kruha. Ne? Ti pa govoriš, da se služiš, kaj služiš. To so imeli take v bistvu neposrečene izjave, ne? Ker še vse na vse to, kolikor se ti ne zdi fair, si plačan nenormalno velik. Ne? Tako, eksistenco imaš preskrbljeno, lahko konec koncev bi lahko rekel, ne grem, zaključil kariero, pa imaš dovolj. Pravim, noben te ne sili. Danes lahko rečeš, če se tega ne grem več, spakiraš in greš domov. Tako. In ti noben še bo rekel. Pač samo zgubiš ogromno količino denarja. Tako. Ne, ampak ja, res je to pri Luku je fascinantno, čeprav po drugi strani se mi zdi, tako kot verjetno vidva to še bolj veste, ali pa vsak športnik je malo drugačen, ampak nekateri športniki bolj spremljajo, kaj predvsem mi mediji govorimo o vas, nekateri manj, ampak lahko je pa to tudi spodbuda, da Luka bere o sebi, da je pretežak, premalo športno živi, ne trenira dovolj, mogoče bo pa ali zaradi tega zdaj vse to naredil na 2-krat višjem nivoju, pa postal res najboljši igralec v Ligi NBA. On definitivno je top 3. Ja, že tako, že zdaj. Zdaj bomo govorili, da je čas za to. Mislim, da se glih Paul Pierce, bivši košarkar Bostona, mislim, da je isto v tistih njihovih oddajah, se gledal zanč, je izjavil zelo dober. Ne. Je rekel, očitajo mu vse to, ne. Ni v formi, ne pazi na prehrano, ne živi nezdravo življenje, oziroma ne živi športno.
Je rekel, predebel je, oziroma pretežak je. Rekel, na koncu ima pa številke take, pa pelje ekipo do finala, pa res ga zdaj tako vzame takoj, ne. Ja. Takoj zdaj ga prišel, sploh me ne zanima, ampak zdaj, tako kot se rekel, kolikor sem Luko spoznal, on hitro najde motivacijo, da je nekaj, kar ga bo še bolj ekstra motiviral. Definitivno, da bo to samo spodbudil, da bo še veliko boljši. Tudi najbrž vsi komaj čakajo, tudi jaz komaj čakam to tekmo z Dallasom, ker bo čez 2 tedne, ne. Mislim, da že tam bo imel ekstra motivacijo, pa mislim, da ta tekma se igra v LA-ju, ne. Ta tekma se igra v LA. Tako da me zanima, kako bo prišel v Dallas, ne. Ampak že ta v LA je zelo zanimiva. Tako da definitivno so, prvo, ko mislim, vsak od nas, ki si vrhunski športnik, vsak tak, v bistvu vsako kritiko, tisti, ki so vrhunski športniki, ne, si vzamejo kot motivacijo. Ne. Dvomam oziroma ne poznam primere, da bi vrhunskega športnika na kritika delovala negativno, da bi bil sam slabši. Ne. Ampak vsak, tudi drugi športnik, mislim, da vsak si to jemlje za ekstra motivacijo, da črpaš še večjo energijo za vsak dan na treningu, da si mislil, ok, zdaj, ko bo prišla tekma, bo že pokazal za to vse, kar mi neopravičeno govorite. Tako. Zdaj tako, ne. Mečkam so lahko tudi krivični, če tako pogledamo. Recimo lastnik, zdaj ne vem, res poimenil novi lastnik od Dallasa, je rekel, da pač Luka nima zato, ker nima delovne etike. On bi rad imel Kobe, on bi rad imel Lebrona, on bi rad imel Jordana, pa še kaj. Čakaj, ki zdaj ti še kaj najde? Vsemi, ko sem v celo življenje govorila, da je overweight, da je pretežek. In da je prelen, še Kobe Bryant mi je rekel, majster, pa če bi ti treniral pol manj, kot jaz, bi bil 2 razreda boljši od vseh, ki so rekel, da je za me, če vse ok, jaz tako, kot sem. In da daš ti tak, v bistvu to so res ene neumnosti, ki jih ljudje rečejo, ker v bistvu nima pravega odgovora, zakaj so ga sploh zamenjali. Ja, tako je. Ampak zamenjava, kolikor šokirana je dobra za Luko. In zdaj, da ti to rečeš, in Luka, jaz verjamem, da Luka nikoli ne bo tako zelo kot Lebron. Ker pač nima take konstitucije. On ne bo imel definiranih mišic. To pa še ne pomeni, da ni dovolj močan, to še ne pomeni, da ni dovolj natreniran ali pa rekel fit, da igra NBA. Lahko bo bolj fit, lahko imel pa tudi tako je zdaj. Pa jaz mislim, sem prepričan, da vsaj 5-7 let bo še zmer tam, kjer je, ali pa še boljši. In glede na izgled, oni ga ocenjujejo glede na izgled. Ja. Jokić, bodimo pošteni, če ga danes vidim, rekel ta človek, pa ne v veteranih ne more igrati po izgledu. Tako, potem pa kje ga kleti, pa kam, kako, a lahko teče, a lahko skoči. Vse lahko naredi, pa je najboljši. In zdaj, da to nekdo ocenjuje na tak način, ne to reče, da je to razlog, se mi ne zdi ok. Zdaj, ali bil razlog, tako kot so rekli, denar, to mislim, da meni ni tak problem. Denar, čeprav velike vsote se tam govori, ampak jaz mislim, da Luka je dokazal, da je magnet za vse sponzorje, za vse živo, da to, kar so zdaj že vlekli, jaz mislim, da so polni moje pogodbe, pa je tam že v 10 letih, odkar je, ne? In kaj bo šele prišlo, ker je pač v centru marketinga, so je tam čisto dejansko povedal. Jaz tako, en zaključek sem pa potegnil iz tega vsega, da kolikor poznam tudi Američane, sploh, ko sem igral z njimi vsa ta leta in delo z njimi, nekako pa tudi spremljaš vso to ameriško kulturo, na koncu vse, kar oni delajo, imajo računico. Ne. Se pa oba kluba sta na plusu. Ne. Se pa noben ni šel v ta posel, da je, ne vem, izgubil kaj. Ne. Tako da imajo oni tiste ene svoje računice vzad, zakaj, razloge, zakaj pa kako. Dala se mogoče tukaj samo nastopil, da je PR-ovsko slabo predstavil. Se pravi, da je odreagiral zelo slabo, govorim s svojimi navijačimi. Se pravi, da je plasiral novico, oziroma potem, ko se je zgodil trade, da so šli zelo slabo v to, kako igral fanom, navijačem Dallasa, razložiti, ne vem, v obratno čisto po moje napačne pot. Božji bo, če bi šli, ne vem, s tem, da, ne vem, bote potrpežljivi, delamo za to, pa to, dajte nam čas za to, boste videli vse v ok, ne pa tisto, mislim, da nekako podcenjevalno deluješ na navijače. Ja, in še Luka je najljubši igralec v Dallasu, mislim, da ima 4. najbolj prodajan dres v ligi NBA, je imel že v prejšnjih sezonah. Veliko boljš tudi bo na tvoje navijače vplivali, če se Luki lepo zahvališ, pač
tako smo se odločili, hvala Luka za vse, nek video zavrtiš, narediš slovesnost in je to ne pa, da ga blatiš po medijih. Mislim, da to, tudi navijačem dala so njušice, smo videli v prejšnjih dneh, da niso najlepši tega sprejeli, ampak bože Luka vrnil. Ampak mene pa še to zanima čisto iz košarkarskega vidika, mislim pa, da je LeBron James ne samo, kaj ga lahko nauči, ampak že kot partner na igrišču sta pa lahko nenavadna, ker sta oba ogromna, mislim, visoka, močna košarkarja, drugače kot s Kyrieom Irvingom, recimo, ste lahko zelo dopolnjujete, pa hkrati bo Luka verjetno igral še več brez žoge, kar bi pa za njegove obremenitve na parketu lahko bilo bolje, oziroma bi lažje zdržal do junija, ne bil tako iztrošen, kot je bil lani, recimo. Verjetno bo čist drugačna košarka v Lakersih, kot pa v Dallasu. Dallasu je imel on žogo v roki in je delal zno, kar je želel. Tukaj je pa mečken drugače, tudi v bistvu vse je postavljeno drugače. Lepo, mislim, da sem poslušal, bi Lebrona in Luka rekel, na tiskovni rekel, kako zanimivo bo videti s časoma, ko bo ta dva ekstremno inteligentna v košarki, kako sprejemata skupaj igrala. Kaj bo to prineslo še ostalim igralcem? Ko v bistvu vsi govorimo, vsi dobro trenirajo, vsi, ampak nekateri imajo pa nekaj več. Zdaj, Dončić, Jokić, tudi LeBron imajo nekaj več. Drugače sprejemajo v naših časih, recimo, jaz sem igral z Bodirogom. Skočiti ni mogel, močen ni, ne šutim v katastrofa. A v bistvu na 1 meter, te za 2 metra prehitam. Mi smo bili kao atleti in pa brez veze. Enostavno je znal izkoristiti vsako luknjico, vsako tvojo napako. V bistvu že Šahiro je pred tabo videl, kako ti naredil. In da imaš ti zdaj 2 taka igralca v ekipi, pa to je samo plus. Mislim, da iz tega žal je bilo že toliko star, da ne bo tam del časa skupaj igrala. Ampak jaz vidim sam pluse. Zdaj, odvisno je, kaj bojo še zraven pripeljali, ampak Luka, prva stvar je, jaz mislim, da navajanje na blišči, na reflektorje in na novinarje in na vso pozornost, to može od svojega 15-16 leta, to za njega ni nič novega. Ne. Zdaj, tukaj bo seveda tega več, še več, kolikor je že zdaj bilo. Jaz bom rekel iz svojih izkušenj vsakemu čast, ni šans, da to zdržiš. Ni teorije, pusti me prmete, jaz hočem biti fraj, ampak tle pa ne gre tako. On z nasmeškom spreme, ti bolj veš, kadarkoli kdo prišel. Nima veze, katero ur, on je z nasmeškom prišel, podpisal, slikal, nikoli ni rekel ne. In to je fascinantno in tukaj bo tega ogromno. Zdaj, ko bo še to, ko bo prišel v ves ta krog, pa v bistvu spet bo užival v košarki, po moje, kar zdaj ni. Ja. Bom rekel, zdaj zadnje čase ni. Zdaj, tudi sam je rekel, da si prvič vzel čas, da se 100% pozdravi. A ne, da v bistvu dalo se niso nič cenili tega, da je on veliko krat šel nazaj, mogoče 2 dni, 3 dni, a pa en teden prezgodaj, pa se je spet zaradi tega hitreje poškodil. Tega niso cenili. Pač je zdaj se tako odločil in zdaj jaz upam, da je 100% pripravljen, da bi lahko samo počasi na gor, da se navadi na to franšizo in da bo pokazal, da je to. Zdaj pa vprašanje, mi smo navajeni, da Dončić zdaj zmeri 30-35 pih. Vprašanje, če jih bo tukaj delal, ampak mislim, da, ne vem, da se on ne želi k temu, da bi bil najboljši strelec zabil. Njega zanima prsten. In veliko večjo možnost ima tukaj, kot pa v Dallasu. Jaz mislim, da Dallas tisto, kar je bilo lani, da višji zelo, zelo težko v tej franšizi. Tukaj je pa polfinale, pa finale, če nisi prvak, nič ne vala. Naslednji rejte gremo še močneje. To so Lakersi, pač njih lurike zanimajo. Točno to. Jaz bi samo dodal to, kar si omenil, kot je nameniteljstvo LeBrona. Najbrž lahko veliko spotegne Luka iz tukaj, kar si rekel, da bo igral manj na žogi. Ker Luka je mislim, da v Real Madridu mogoče zadnjič, da je bil tisti mlad fant, ki je igral za te uveljavljene igralce Reala, da je veliko več v bistvu za njih igral. Potem je nekako prevzel to breme nasene in vsega od njega. In tudi, ker smo z reprezentanco, smo imeli priliko se pogovarjati z Jasonom Kiddom, ki je 2krat obiskal, v bistvu, mislim, da takrat smo bili v Nemčiji. In smo imeli debate pač o tem, kako mi delamo, kako mi delamo z Lukom, oziroma kako so oni tam v NBA. In v bistvu je res to, da Luka hoče imeti žogo skozi, ampak ne zato, ker ne bi zaupal drugim soigralcem, ampak čisto zato, ker ima toliko idej, da v bistvu že
že znal naprej kaznovati vse. Ne. In se najbolj, po mojem, on uvodno počuti, če on kaznuje te vse stvari, da ima nekako se počuti, po mojem, tisti, ko je žoga, pa meni ima največjo kontrolno nadzor nad vsem. Ne. In zdaj, to smo tudi učitali, mogoče zadnja leta, ki je igral v Dallasu, da preveč je žoga pred njemu. Kar sem pač zasledil vseh teh analitikov v Ameriki, da mogoče Dallasova hiba je ta, da preveč ostali so statični. Ne. In tudi v bistvu, kar je prišel, nekako se to ni spremenilo. Še zmeraj Luka bi ta, kar je tudi odgovarjal. Ne. Zdaj, tukaj imamo pa zdaj v Lakersih LeBrona, ki je pa podobno. Ne. Od LeBrona vse gre. Ne glede na to, kjerkoli LeBron igral, tudi ker šel recimo v Miami, se je Dwayne Wade, so se vsi ostali podredili LeBronu. Ne. In zanimivo to videti, ker mislim, da je nekako Jason Kidd poskušal to sezono komponirati Luko oziroma narediti sistem v napadu, kjer bo Luka malo manj na žogi. Ne. Pa sem že potem poslušal kritike, da pač to ni to, da Luka ni izkoriščen maksimalno. Zdaj mislim pa definitivno, da bi bilo dobro za nasploh Lukin razvoj kot košarkarja, ne da gre čisto žoge, ker on ne rabi žoge. Ampak da trenerji, ker mislim, da imajo definitivno vrhunsko trenersko stroko, da bojo najdel načine, akcije, sistem, kjer, ne vem, Luka ne rabi začeti zmeraj prenašati žogo čez sistemu, ko prenašaš čez žogo, se ono v bistvu utruje. In zdaj, če ti to delaš konstantno, definitivno pride do teh mikropoškodb, da pač Luke pustijo ga, da LeBron recimo organizira več žog, ali pa nekdo drug, pa da Luka prihaja potem v zaključni fazi napada, da prihaja po to žogo in potem skrira. Tako da jaz vidim samo plus, kot sem na začetku rekel, samo moj komentar je bil, da Lakersi samo velik plus za Luka, tako da tudi iz te stvari tudi gledam, naprimer, da LeBron upajmo, da bo odigral še kakšno sezono več, že sam zaradi tega, ker mislim, da ima lahko izjemno velik vpliv na Luka. Že samo zaradi tega, ker Luka, že ki je prišel v NBA, je na prvih njegovih izjav bila, da v bistvu en njegov vzornik idol je LeBron James. Tako da definitivno, da je to ena lepa velika stvar za Luka. LeBron pa to, če bo želel, tako kot zdaj zgleda, ni nobene razloga, da ne bi še kakšno sezono odigral, ker težko je verjeti, da je star 40 let, kot on igra košarko. Mogoče bo to še dodatna federacija, poleg Luka še njegov sin. Ja, še sinamo tam, pa bo rekel, ajde, že zaradi sina bomo to še 2 leti. Tako, pa da oba še malo nauči, kako se žogati. Ne, šala na stran. Mislim, da smo Luka kar dobro obdelali, pa če gremo še na malo bližjo košarko, na CD-vito Olimpijo, prihajamo v zaključno fazo sezone, pa bi vaja najprej prosil za prvi komentar opravljenega do sedaj, glede na prejšnjo sezono je bil viden kar velik korak naprej, ampak glavni izzivi pa še prihajajo. Ja, dejansko veliko se v prenosih, ki delajo, pa pravimo, da se ne bomo nazaj vračali, ampak Olimpija lani, pa Olimpija letos je noč in dan. V bistvu Olimpija je naredila ogromen korak naprej, tudi z igralci, kot ekipa in trenerji in tako naprej. Rezultat je tudi viden in v bistvu tega se mi želimo. Močno Olimpijo. Jaz v tem primeru pravim, da čestitam Olimpiji za enkrat, da so tle, kjer so. Pokazali so lahko, zdaj Bešiktaš, mislim, da igrajo 3. 4. marca, vem točno. Bo težko, vendar je doma, Stožice na poln. Videli smo, kako je bilo pred Valencijo, žal Valencija je bila res premočna, pa moram tudi reči, da takrat CD-vita Olimpija po tistim, se pravi, mi govorimo mislim, da je bil 28. december, 29. december tekma proti Partizanu, pa potem ni bilo aviona, pa slabo vreme, pa vse, no in to se vleče od takrat naprej do zdaj, do tega zadnje tekme iz igre, ki enostavno pač se je videl, da baterije so bile prazne, enostavno emotivno so bili prazni. In jaz mislim, da zdaj ta pauza, ki je kljub temu, da so zdaj pokalna tekmovanja, vendar vsi tujci vemo, da ne smejo igrati, da lahko igrajo samo 4, da se bojo oni odločili, kateri bojo tudi, mislim, da imajo danes polfinale, ker ne bi smel biti neki velik problem. Ampak bolj pomembno je to, da se odpočijo, da se regenerirajo tiste mikropoškodbice, ki imajo, da to popravijo in da seveda v Evropi štartale naprej. Zdaj, do kje bojo prišli, verjetno je odvisno po temu sistemu, kako se igra od dobrega dne,
Ti imaš samo eno tekmo, nimaš popravnega izpita, ampak jaz mislim, da Olimpija definitivno letos drugače funkcionira. Veliko boljša je v obrambi, veliko bolj ekipno igrajo in vrata se na široko odprta v Evropi. Ja, strinjam se z Romanom. Definitivno to sezono zaenkrat do zdaj tukaj, ki lahko označiš kot pozitivno. So ene stvari potem, ko greš malo analizirati, analitično not, potem vidiš določene stvari, ampak vse, kar se do zdaj zgodilo, tudi te porazi, zdaj ta padec je nekaj normalnega. Ne? Ker mislim, da se je to njihovo, ta dvig forme, te zmage so začele po tisti reprezentančni pauzi, ko se je glavni trener vrnil nazaj. Ne? In se pravi, to je v bistvu konec novembra, oziroma december, januar, že tista ekipa, ki ima recimo 10, bom rekel, igralcev v rotaciji, ki jih Olimpija nima, bo doživela padec, ker nemogoče igrati celo sezono na visokem nivoju. Vsaka sezona gre tako, v valovih. Pride vrhunc, pa malo padeš dol, že čas čisti iz natrujenosti, zasičenosti. Potem pa da v bistvu, kar pa loči vrhunske ekipe od poprečnih ekipe, pa samo to, da ko doživiš padec, ko se začne ta padec, vrhunske ekipe znajo dirigirati na pravilen način in takoj krivujejo spet dvignejo gorne. In tako da mislim, da, tako kot Roman rekel, pravi čas je prišla ta in pokal oziroma reprezentančna pauza, kjer je bil že viden padec, začel se, bom rekel, najbolj so šli tudi z emocijami veliko proti Valenciji, ker so tudi sami se zavedali velikega vložka, če zmagaš, si drugi. Tako. In bom rekel, nekako se ni šlo in to v bistvu nekako pusti posledice na psihološko predvsem. In takrat si in psihično in fizično zelo utrujen, izčrpan in zdaj spet prihajajo pa še določene tekme, ki jih moraš zmagati. Tako da škoda te tekme na Nemčino, ne glede na vse, ampak nekako je pokvaril vse vrsta vtis, ampak spet se pravim, razumem zakaj, ker ko gledaj, tisti, ki gledajo tekmo, vidijo, da nekako proti v Nemčiji, ki so igrali, so se v bistvu zatekali res na individualne akcije. Robinson je začel z enimi stvarmi, ki nisem v bistvu v njegovi domeni. Sploh v bistvu vzemno se nekatere šute preveč je hotel individualno in to se zgodi takrat, ko si utrujen, ko nasprotnik pritiska na te, ko vrši velik pritisk in potem v bistvu nisi bom rekel, skoncentriran. In takrat, ko je agresivna igra, ko nasprotnik vrši velik pritisk na te, ti rabiš veliko koncentracijo. Zaradi utrujenosti koncentracija pada in potem avtomatično začneš delati tisto, kar si navajen delati skozi celo kariero. Ne. Tisto, čemu si najboljši. In pozabiš na tiste določene usmeritve oziroma, bom rekel, načrt, ki se ga moraš držati disciplinirano skozi celo tekmo, kar je Olimpija delala vrhunsko december in januar. Se pravi, samo v bistvu že Valencijo zmeraj dan, zdaj, ko se pogovarjam s prijatelji, zame Valencija je bil game plan oziroma načrt za to tekmo vrhunski, kar se tiče trenerske stroke, da so pripravili ta načrt za to tekmo. Ne. Ker Valencija je najbolj napadalna ekipa, se mi zdi v ligi, mislim, da dale 72 pik. Tako, roster, ki ga imajo ekipo, mislim, da so, če ne odalveš od kakšnega drugega boljše, bi lahko igral s to ekipo Euroligo. To se pravi, ti limitiraš, vzameš jim tisto, v čem so najboljši in izpustiš na 70-72 točk, je izjemno veliko delo. Seveda pa pol bistvu te pa zmanjka v napadu, ker pa pač so pa spet razlogi. Tako da definitivno je to zaenkrat top sezona in verjamem, da po tej pauzi bo Olimpija prišla močnejša, tudi verjamem v to zmago v tej prvi tekmi Evropskega pokala in seveda napredovanje v naslednjem krogu. Je pa tudi v zadnjih tednih lepo videti, mogoče smo, jaz pogrešal kakšno minuto več za slovenske fante, pa Gregor Glas zdaj dobiva priložnost, tako da je Glas je prišel v rotacijo, nekaj minuti, da bo tudi Bine Prepelič, da bo Žiga Danilo že ni več, ampak se tudi tukaj vidi, ne vem, se ti fantje navajajo na sistem Zvezdana Mitrovića, zakaj jim zdaj bolj zaupa, oziroma bojo lahko konec koncev Gregor Glas tak šuter, ki ti lahko Olimpiji tudi prinese zmaga na kakšni tekmi za danes 4 trojke, pa je trenerji mečkam drugače gledajo. Eden napad, ampak tekma se z obrambo zmaguje. In to se v bistvu dejansko Glasu ne bom rekel učita, ampak neka pomakljivost. Čeprav pa mislim, da je Glas dobil malo več priložnosti, da tudi v obrambi se veliko več trudi za tega, zato mu te trener daje več priložnosti. Bi pa drugače rekel, jaz mislim, da
ena Olimpija, kot je, s toliko tujci, bi lahko našla tudi za, bom rekel, slovenske igralce, kakšno minuto več. Zdaj bom čisto rekel za enkrat, mislim, da Tasić, ki je prišel, za mene še ni neka dodana vrednost. Ne bom rekel, da je slab igralec, delač od tega, ampak on je igral ABA ligo samo. Pač to, kar se zdaj dogaja, ja. Jaz sem siguren, da imajo v CD Olimpije načrt z njim, kje lahko pomaga. V Evropi tudi sami so rekli, da pač tisto, karkoli bo naredil, par minut bo dobil, je to. Ne? Ampak, če ti gradiš celo situacijo, jaz pravim, da en igralec, kot je, ne vem, Žiga Danel, fant ima 20, Ja. ne rastejo v drevesu. Zdaj jih probe iz njega dobiti, kar lahko. Zdaj, kaj se dogaja na treningih, tega mi ne vemo. Zakaj on izraven, tega tudi točno ne vemo. Ne? Ampak mi v bistvu gledamo za zunaj, rečemo, pa Marija sveta, Slovenc 20. Zakaj ne dobi 2 minute, 3 minute, pa če ne naredi tistega, tako kot Glasu. Glasu je rekel, pač to ni naredil, potem par tekem ni, potem ga zdaj v bistvu dobiva priložnost, ker očitno dela tisto, kar trener more, ne. nekako zahteva od njega. Jaz sem prepričan, pa tudi stojim za tem, da pač domači igralec mora dobiti kakšno priložnost več. Mehno večkrat mu je treba pogledati skozi prste, pa tako naprej. Dejmo te naše fante. Te fante bojo tukaj ostali, Yes. Tujci bojo šli. Zdaj, te tujci, ki so letos igrajo odlično, hudičev težko jih bo zadržati na Olimpiji s takim proračunom. Tako je. Če jim uspe, vsaka čast. Ne morem drugače povedati, ampak jih bo težko zadržati. Ampak te mladi fantje, Slovenci bojo pa ostali. In brez njih ne moš. Tudi zdaj v državnem prvenstvu, to mi je dobro rejo, moš imeti 8 Slovencev, noter pa 4 tujce, brez njih ne gre. Ne. Boš moral z njimi igrati. Jaz sem pripričan, da Olimpija ne bi smela imeti težav biti državni prvak. Mislim, bi bil presenečen, če se to ne bi zgodilo. Ampak vseeno ti bojo mogli gledati tisti fantje, ki sedaj ne dobivajo veliko priložnosti. Tako je. Nam je v bistvu strani lahko govoriti, dajmo temu 3 minute, daj temu 4 minute, daj temu, ampak ni zmeri tako. Ampak gledam kot fantje, ki so perspektivni, tudi v reprezentanci so, a v Olimpiji ne dobijo priložnost. Jaz bolj tako gledam, z domačimi fanti. Je pa res, da se pravi, vsak trener ima svoje videnje in zdaj bomo rekel čisto, kaj pa Mitroviću mi lahko v tem trenutku rečemo? Kaj mu lahko rečem? Nič. Naredil je več, kot je bilo v bistvu cilj. Če bi mi pred sezono rekli, borili smo se za drugo mesto, pa smo videli skupino, smo rekli Valencija, že od začetka se je govorilo, da je Valencija verjetno prva v skupini. Mi smo se borili za drugo mesto, mi smo imeli vse v svojih rokah. Na koncu smo četrti, zaradi poraza s Hamburgom, ki je prišel iz takih in drugačnih okoliščin. Ampak če bi nam kdo pred sezono rekel, 3. ali 4. bomo. Ja, super. Ti si dobro, kaj stavimo to lanski sezoni, bi vsi podpisali to zadevo. In kaj bo zdaj rekel trenerju? Plus tega, da bi 2 meseca odsoten. Ni enostavno igralcem, to minuje pomočnik trenerja, vsem res kapa dol pa vse, ampak ni glavni trener. Ni to isto. Zato je rekel, se strinjam, mislim, Dragišov, ki je rekel, trener prišel, ampak takrat je prišel še Lemar zraven, pa Stipanović. To je bilo vse v paketu. In ta paket je naredil razliko. Ne samo oni, ampak takrat se je Olimpija dvigala. V bistvu dobre poteze z uprave, pač novega tujca, ne glede, da mu pravijo, da je 39 let star. Lebronik ima 40, pa bi ga še podpisali, pa tako naprej. Pa Luka Dončić je malo bolj bucka, sploh bi ga vsi podpisali. On ima pa 39, sem prepričan, da ni ekipe, ki ga zdaj, recimo, Stipanovića ne bi vzela, kar dela on. Tako. In s tem, ko pa so rekli, jaz mislim, da Olimpija ima res na široko odprta vrata, da ne gre še daleč. Ja, jaz bi tako rekel, glede mladih Slovencev. Podoben primer je Partizan na višjem nivoju. Se pravi, poslušam zadnja leta tudi sam, ampak mi ni jasno, kako da ne moš najti domačih igralcev. Ker imaš ti pritisk rezultata, težko daš ti priložnost mladim. Najbrž bi lahko, vsak bo rekel, ja, pa lahko najdeš. Najbrž bi lahko, mi ne vemo, ne poznamo, od katerega rekel, ne vemo, kaj se dogaja na treningu. In na koncu koncev mi do se iz tega sveta, iz tega dobe, ker vse si priboril na treningu. Nič ni bilo podarjeno zato, ker ne vem, lepo zgledaš. Ampak mogo si gledati na treningu,
tisti, ki je bil pred tabo, oziroma s katerim si delil pozicijo, si pač mogel biti konkurenčen, oziroma boljši, da si približal. Če si bil mlajši, ne, si mogel opozoriti nas na treningu, da treba reči, ok, ta malo dober dela, ta malo se dobro tepe, ne vem, dobro vrhunsko je odreagiral na vse to, proti temu veteranu, ki je na njegovi poziciji, se pravi, si zaslužiš, da mu nekaj najde. Ne. In potem, kar pa dobiš, je moš pa izkoristiti to sanco, ker če ne izkoristiš, velikih ni, ne. Ne ve se, spet pa je ena stvar, ne pa Olimpij, podobno kot Partizan, bi rekel. Taki klubi imajo, v bistvu so zmeraj pod pritiskom rezultata, se pa ti moraš zmagovati. Ne. In ti si ne moreš prvošati zdaj, razen če pač je druga politika kluba, ampak kot vemo, iščeš rezultat, hočeš na poln dvorano. Se pa, če bi ti rekel, ok, imamo zdaj olimpijski cikl 4 let, razvijamo domače igralce, recimo ala Mega, potem pač tukaj rezultat ne sprednji. Ampak če pa tle na ta način, ne, je pa polno v bistvu res, mladi igralci tukaj težko pridejo. Ne. In samo skozi trening se lahko uveljavijo in trening ti bo dal. Zato jaz pravim tako večinoma, kar se tiče Olimpije, da primera. Olimpija je še, bom rekel, 90, se pravi iz naših časov, Olimpija zmeraj popeljala mladi igralca, ki je že bil, bom rekel, izdelan, ki je že imel minutažo. Ali bi to Marko Milič, ki je še 17 leti iz Triglava v Olimpijo, on je imel tisto zadnjo sezono Triglavu, je igral člansko ligo in to dobro je igral. Se spomnim, jaz sem to bila moja prva sezona v vprašanjih. Potem lahko navedem primer Sanija Bečiroviča, ki je vmesna postaja, da je prišel mislim, da iz Maribora v Ljubljano, je bil Laško, pri Alešu Pipanu, ker mislim, da Laško je takrat Supporta Cup pa slovensko prvenstvo in je Ali Pipan dal Saniju res dosti veliko minutažo, da se Sanji v bistvu začutil to prvo ligo in je potem šel v Olimpijo. Se pravi, ni noben pa še iz mladincev direkt v Olimpiji in dobo šansi začel igrati, ker ne gre tako, ne. Ker nimam časa tebe razvijati. To je na primer Beno Udrih. Na Polzeli je prvi igral člansko ligo, pa tiste v bistvu prva članska liga v 90-ih je bila tam prelomo 90-2000, zelo močna liga z vrhunskimi tujci in si ti v bistvu res pridobil tiste pomeni notaže, da si potem pa šel v Olimpijo in si lahko takoj, a pa skozi čas, bom rekel, lahko je samo Marko Milič igral za svojih fizičnih predispozicij, ne. In si tako lahko v bistvu v tistem času pa zmago to lahko igral, ne. Oziroma sploh zdržal tiste treninge, zdril, pa potem lahko igral, ne. In tudi nekako se ni spremenil to veliko, ne. In zato moj nasvet bi jaz rekel zmeraj mlademu igralcu, ki je perspektiven, ki je, bom rekel, ki bi lahko igral, boljše iti nekam, kakšen Aldate, če si od Olimpije igralca na posojo, ali pa ne vem, podpiš za kakšen klub, odigraj in sezono 2. Meni je na primer največ dala, zdaj, ko sem gledal za nazaj v svoji karieri. V Triglavu vsi starici so šli, ker Triglav pač prišel eno finančno stisko in smo stali sami mladi. Tisto bo to bila moja 3. sezona. Nekako komaj zbašamo to sezono, izpadli smo iz lige in potem smo preživeli 2 leti v drugi ligi. Zame najboljša možna izkušnja. Drugih ni bilo, ker pa mi mulci, sami Kranjčani in smo mogli igrati. In tiste 2 leti druge lige meni dal v bistvu za celo se kariero ogromno, ne. Potem smo se vrnili, uspeli vrniti nazaj v prvo ligo, odigral še eno sezono, sem šel v Krko in tako naprej. Ne. Tako da bi rekel, mladi igralci res od 18 leta do 20, 21 morajo biti na parketu. Ja. In ti moraš najti sredino klub, kjer moraš igrati. Zelo zanimiv igralec, zame osebno, Viga Matevž Čurjev, Voli Todorović, olimpijski igralec, ne. Ampak je šel, ker se zavedal, da on pač, da moraš ti priti iz mladincev Olimpije, pa ne vem, druge ekipe Olimpije, da boš pa šel, pa boš pri kar igral po članih. Najbrž boš sedel na klopi in vsaka presedena sezona je izgubljena. In boljše igrati v Šenčurju, ker dobijaš minutažo, ker boš rasel s časoma, seveda, rabiš tudi trenerja, ker te bo usmeril, ker bo delal s tabo vsak dan. Ampak na koncu ti moraš igrati, ti moraš biti na parketu. To je najbolj pomembna stvar za mlade igralce. Ja, in to je tudi lep preskok še na zadnjo temo, sicer na reprezentanco, ker se vse to, ti mladi igralci, ki če ne dobivajo v klubskih sredinah priložnosti, se to pozna tudi v naši reprezentanci in zdaj vidimo, smo sredi obdobja pomlajevanja, selektor Sekulič je predstavil nov seznam.
Roman, te je kaj na tem seznamu presenetilo, oziroma tako kot sva že govorila v enem od prejšnjih intervjujev, kaj je glavni cilj slovenske reprezentance v prihodnem letu ali pa v prihodnem obdobju, kako poskrbeti, da bo naša prihodnost tudi reprezentančno svetla in neodvisna samo od tega, ali Luka pride. Seveda, en način je ta, ko bo zdaj tele 2 kvalifikacijske tekme, v bistvu rezultat je nepomemben, kvalificirali smo se že in mislim, da je samo prav, da dobijo tisti fanti, ki drugače verjetno ne bi dobili priložnost, da jih vidiš. Jaz osebno bi pričakoval, da bo tukaj eden vsaj organizator, tist izkušen, morda si misli, da bo Nikolić ali pa karkoli, ampak vseeno Padjen je pokazal, da lahko igra. Zdaj res stopil bo v velike, verjetno bo prvi organizator Idre, saj bo moje, stopil bo res v velike čevlje. Ni enostavno biti, ne glede, a je rezultat pomemben, ni prvi organizator reprezentance. Ti si organizator reprezentance, ki je bila nedolgo za evropski prvak. Sigurno je, da te fantje rabijo, prav je, da pridejo mladi zraven. Mislim, da je bil že čas, da reprezentanco pomladimo, da je treba, da so vsem tem, ki se bližajo od 2015 do 2014 zdrava, govorim, ista reprezentanca, skoraj spomenik postaviti. Pač vmes so bili evropski prvaki, je pa treba zdaj nekaj strani. Sigurno bo padec v nekem rezultatu, je pa tudi res, da mislim, da nihče ne pričakuje, da bomo na naslednjem evropskem prvenstvu dobili kakšno medaljo ali pa karkoli. Tle se lahko dotaknemo zdaj reprezentanca Slovenije z Lukom ali brez, je Dve drugi različni scenariji. Mi govorimo o 2 različnih reprezentancah. Zdaj jaz sem predsednika poslušal, da ne vidi nobene težave, da Luka ne bi letos prišel. Jaz se pa vidim, Luka je prišel v novo sredino, novo franšizo. Učitajo mu marsikaj, tudi to, da v bistvu, ko gre domov, da ne skrbi za sebe, pa tako naprej. Jaz ne vem, kaj bo to lahko za sabo potegnilo. Lahko se bo pa Luka, pa Lekar si odloči, zdaj pa špolito smečkan del tukaj, pa bomo trenirali. Pa mislim, da jaz, kolikor vem, Luka zelo rad igra za slovensko reprezentanco, da bo zmeri prišel, ko bo možno. Morda pa to letos ne bo, ne? Mislim, jaz ne bi bil presenečen, če ne bi. Bom pošteno rekel. Zdaj pa kaj pa mi lahko naredimo brez njega? Ja, Prepelič bo tukaj, ne vem, Blažič, ne vem, bo, ne bo, centra pravega nimamo, ne vem, kjer tujc bo prišel. V bistvu to so vse vprašanja, na katere v tem trenutku ne moremo odgovoriti. Veliko je odvisno, jaz sem prižen, če bo Luka prišel, marsikdo drug tudi prišel. Če Luka ne bo, bo še marsikdo rekel ne. Kaj pa potem? In zdaj vprašanje, kaj si bomo dali mi za cilj? Zmeraj lahko govoriti, če je vse optimalno. Kaj pa, če ni? Se pravi pa za nas, če Luka ne pride v reprezentanco, hudiča, kaj pa mi delali tam, ne? Žal, da je smo, ne? In če ga ne bo, kaj zdaj? Mi moramo imeti pa en cilj, se pravi, košarkarska zveza, reprezentanca mora imeti pa cilj, gremo na evropsko, karimo mlade, da vidimo, kaj imamo, kaj nimamo. Rezultat? Moram reči, da od 91. leta naprej zelo veliko smo bili blizu, ampak nikoli. Zmeri nam je zmanjkalo nekaj, pa smo v četrtfinalu zgodili, pa smo bili boljši reprezentanci. Pa se zgodi, sej, nič ni narobe. Sploh pa če imaš ti cilj, če imaš, tako kot je on rekel, če imaš tako kot mega, imamo mlade, bomo olimpijski ciklus, bomo 4 leta razvijali, kar ko se naredi super. Samo pa rekel, to je evropsko prvenstvo. Ni Luka, v redu ni Luka. Pejmo. Bomo pa spet igrali samo s temi najstarejšimi, ki že vse vemo, kaj bo naredili. Rezultat pa ne bo dosti drugačen. Prvo drugačen, vsaj po moje. Ne, no. In jaz mislim, da če Luka ne bo, da v bistvu ne moremo sestaviti najboljše reprezentance, kar je v tem trenutku lahko. Mladi, izvolite, dobro trenirajte, imajmo dolge priprave, da bojo fantje fizično, psihično pripravljeni. Zdaj, ali imajo to znanje, to je druga stvar, verjetno ga nimajo, ampak vseeno, jaz mislim, da nimamo kaj izgubiti, če ga odmlađe. Jaz bi se samo odrezal na to, da tako, kot sem prej omenil, razvoj mladih, Padina sem bi tudi lahko omenil tle, v bistvu to je lepa pot, ne. Na eliti igraš, dobijaš minutažo, dobro, se pravi, dobil si minutažo, igraš dobro in definitivno ta fant na ta način, če bi igral še sezono 2, je prva stvar najbolj Olimpija predvidevamo. Ja. Se pravi, Olimpija play, na playu rabaš igralca zmeri, ali Nikolić je tukaj,
definitivno, da lahko potem tega slovenskega igralca upelješ še lažje. Reprezentance sama pa, tako kot je Roman rekel, menjava generacij pride slej ko prej, ne. Vsaka reprezentanca se sooča s tem, ne. Zdaj, tista, ki ima ogromen nabor igralcev, je veliko lažje zamenjati. Mi, na primer, mislim, nas je 2 milijona tukaj v tej državi in smo zelo limitirani z vsem, ne, tudi za samo širino, koliko igralcev imamo sploh na razpolago. In definitivno se vsaka taka stvar pozna. In tukaj verjamem, da zveza dela, ker pač organizacija vsaka, ki se sooča s takimi stvarmi, gleda zmeraj naprej, ne. In ti sigurno moraš reči, ok, zdaj smo tukaj, ne vem, 2021 je bila olimpijada, 2022 je evropsko, ampak ti vidiš, ne vem, da v roku 3-4 let definitivno bo prišlo do menjave generacije, ne. Da Luka edini taka bo in zdaj ti moraš že takrat gledati, ok, kateri fanti so zanimivi, kje igrajo, minutaža njihova, kako reprezentacijo jih vklopiti, da v bistvu, da dobimo potem naprej, da bo čim manjši šok, ker se bo to vse zamenjalo. Ker zdaj, Jaka Blažič je rekel, da, mislim, da tudi rekel, da je za poletje, da ga najbolj ne bo, ne, kar je zdaj zelo razumljivo. In mislim, kdo bo rekel, ne vem, kaj slabega temu, mislim, sploh nima, zame pravice sploh komentirati, ne. Tako da izziv je velik, mlade igralce moramo razvijati, se pravi, super stvari, spet smo na evropskem prvenstvu in tako kot je Roman rekel, zdaj te 2 tekme, ki nas čakata zdaj v kvalifikacijskem ciklu, izkoristimo za to, da te fantje začutijo reprezentanco, drugo je gledati za mladinsko reprezentanco, mlado ali pa za člansko, to je čisto drug svet, ne. In da vidijo, kje so sami in da vejo, koliko še rabijo, v bistvu, da pride od tega nivoja, da lahko igrajo za člansko reprezentanco. Tako da čaka nas v bistvu veliko tako, v bistvu, neznane, kako se reče, neznane vode. In bi sam tukaj samo to rekel, da naj bojo navijači potrpežljivi, samo to. Da najbrž ne bo ekstremnih rezultatov in da moramo biti potrpežljivi za naprej, za prihodnost. Ker mislim, da to, kar imamo v vseh teh fantih, kot pravi Roman, Žiga, da ne v 20 visok, mislim, mi v Sloveniji vsake 20 visok, da moramo reči, hvala lepa, da si se odločil gledati košarko, ne. In potem delati, da bo iz dneva v dan boljši, ne. Se pravi, mi imamo talente, mi imamo potencial, da lahko čez nekaj let dobimo reprezentanco spet, ker bo na čelu z Lukom lahko konkurirala za najvišja mesta in to na ta način moramo gledati in biti optimistični za prihodnost. Jaz mislim, da je to zelo lepa točka, da končamo z optimistično mislijo, tako da, dragi Roman, najlepša vam hvala za obisk v studiu, vam, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost in pa se slišimo kmalu.